Kandidata sta uvodoma predstavila najpomembnejše projekte, ki bi se jih lotila ob začetku mandata. Srečko Ocvirk kot ključno nalogo izpostavlja dokončanje izgradnje šol. Občinski največji projekt prihodnjega mandata bo zagotovo šola v Krmelju in zaključevanje obstoječih šol Ane Gale in Blanca. Največji ključni projekt v samem mestu pa je zagotovo ureditev železniške postaje kot multimodalnega središča. Prednostna naloga Aleša Žiberta je reševanje stanovanjske problematike, predvsem pri mladih. Zato bo poudarek na tem na opremljanju komunalne infrastrukture, zagotavljanju gradbenih parcel, pogojev za gradnjo večstanovanjskih objektov v večjih krajih in stanovanjskih hiš na podeželju. Kandidata sta se dotaknila področja gospodarstva. Oba ocenjujeta, da je njegovo stanje načeloma dobro in stabilno, o možnostih za izboljšanje stanja pa sta povedala naslednje. Potrebno je pa zagotovo bolj prisluhniti podjetnikom. Podjetniki imajo zelo dobre ideje. Najprej začeti potrebno pri mladih, potrebno je obuditi podjetniški inkubator tudi v občini, pri tem vključiti starejše, zato da bodo tudi oni v sistemu mentoriranja. Potrebno je pa tudi narediti popis nepremičnin in objektov, ki so možni za podjetništvo, za gospodarstvo, da bo to jasno, kje lahko širijo svojo dejavnost. Potrebna površina proizvodnih objektov je vsak dan večja za eno delovno mesto, zato se vsa podjetja širijo. Dodatne poslovne cone so pripravljene, vkolikor so mogoče. Trenutno spreminjamo prostorski načrt na Blanci za širitev podjetja. Na Savski cesti opremljamo poslovno cono, v Krmelju projektiramo komunalno opremo v poslovni coni. Dotaknili smo se tudi gradnje atletskega stadiona v neposredni bližini športnega doma in bazenov v Sevnici, ki je zaradi močvirnatega in plazovitega terena zastala. Res je, nekaj je težav na tem geološko zahtevnem področju. V kateri fazi je reševanje teh težav? V fazi stabilizacije tega zahtevnega terena, da stabiliziramo ta teren. V zadnjih 2 letih so ti premiki manjši, geologi delajo svoje delo in verjamem, da bojo pri tem uspešni. Kakšna je vaša ocena časovnice, kdaj bi lahko začeli z urejanjem v resnici objekta, ki bi potem končno služil uporabnikom? Začeli z urejanjem v roku 3 let. Ja, stadion na obstoječi lokaciji, kar se tiče mene, ne bo, zaradi tega, ker je geološka struktura v tem območju enostavno zahteva prevelike ukrepe, finančne predvsem, ki pa po mojem mnenju si jih občina ne more privoščiti. Imate boljšo lokacijo, kje bi ga? Menim, da zagotovo moramo tukaj uporabiti tako imenovano somestje Boštanj, kjer bomo zagotovo našli boljšo lokacijo, primernejšo, predvsem geološko primernejšo. Tu na tem obstoječem območju pa moramo čim prej vsaj izvesti atletsko stezo, ki je nujno potrebna. Kandidata za župana občine Sevnica sta predstavila svoj pogled na vprašanje, kako zadržati mlade v občini in preprečiti beg možganov, ter se dotaknila področja reševanja kadrovske stiske v zdravstvenem domu Sevnica, kjer primanjkuje predvsem družinskih in urgentnih zdravnikov.